nelogično. Naredi se je zdaj to. Prej smo nagovarjali starši, spodbujali smo, dejansko tudi sam osebno, dajte na mlajše nosilca, sam sem bil tudi pri očetu dejansko na preizkušnji kot nosilec, preden se je odločil, da mi je kmetijo prepisal. Danes se je pa naredil, da več kot 18 mesecev ne sme prej postati nosilec kmetijskega gospodarstva. Da lahko vstopa v ukrep mladega prevzemnika. To pomeni, po ministrski logiki, da je cirka 170 do leta 2010 odleti, ki so mlajši kot 40 let. Ampak pozabili so še pa ne vem do leta 2013 ali 2014, ker verjetno 2015 bo zelo pozno ta razpisa. In kaj se je naredili? Lejte, to je pa tista zadeva, ko me moti na ministrstvu pri kupu uradnikov, ko imamo, ne naredijo pa ene prave raziskave in analize, koliko bomo pa prizadeli. Jaz verjamem, da mlad ni prizadet, ko je leta 2006 ali pa 2007 vstopil v ukrep, pa je to dal skozi, pa je vedel, da ne bo mogel več iz tega ukrepa dobiti ta 5 let nazaj. Me pa moti tiste, ki so v tem trenutku, imajo statuse nosilca kmetijskega gospodarstva, ne bojo mogli dobiti jih ogromno teh dodatnih plačil ali topov plačil po hektarju. Tisti, ki so pred leto 2010 nosilci ratali, ogromno jih ne bo mogli naslednikov kmetijskih gospodarstv vstopati v ukrep. V vseh logičnih in pa kmečki logiki bi bilo prav, da enkrat v življenju kmetija ali pa mlad prevzemnik ali pa v obdobju 10 let to lahko izkoristi. Danes smo pa naredili 3 razredne mlade prevzemnike. Eni, ki bojo kupili ali najemno vzeli dolgoročno kmetijske površine, pa bojo vstopili, pa bojo 45 000 evrov dobili, če se še bo kmečko dovoljajo. Pa mislim, da se s 45 000 evrov 5 let da preživeti. Moje mišljenje. Drugi, ki so danes nosilci kmetijskih gospodarstv, ki so jih starši rezervirali na nasledniki, pa ne bojo mogli, zato ker so premalo nosilci raka. Tretja stvar je pa to, da če bi še jaz imel brata, pa da bi se mi glih slučajno letos iztekli kot nosilcu, kot mlademu prevzemniku, bi pa še dali nosilca na brata, pa še enkrat prepisal, pa bi še enkrat kasiral. Mislim, da je to zelo nepošten in nepravičen in pa tudi še tisti kanček možnosti, da bi se ta sredstva lahko črpala pa v prvem stebru na plačilih za mlade prevzemnike, so pa v tem tednu dalo uredbo, da bojo pa preverjali, da pa slučajno kak oče ne bi na sina dal status nosilca v tem trenutku, takoj, ker vse, ko preda, bojo mogli tudi postopek začeti čim prej delati, pa da ta sin slučajno ni zaposlen na kmetijskem gospodarstvu, ali pa da ni bil na glavno, da bi se izkazali, pa smatrajo take, da kršijo. In, gledajte, ta zadnja, ki je pa največja težava, je pa, da smo šli za dejansko 7 let nazaj korak in se je začel dogajati zopet, da bo razpis zaprt. Mnogo se je to v dvorani, ki smo bili deležniki tega, kakšni so ti pogoji zaprtega razpisa. Vemo, da je zelo nehvaležen do neke populacije mladih kmetov in si ne želim, da bi zaradi tega, ko bi na tistem trenutku razpisa bilo premalo izprt metali nekoga ven, ali pa da bi se točkovali pa rangirali, pa da bi spet ratali nek razkol med majhnimi pa velikimi. Ker neko točkovanje si ga mogli spomniti. Drugače lahko pa samo tole na koncu povem, v vseh teh letih, kolikor sem zraven deležen, pa pozarjam neke stvari, če bom dajemo možnost ali pa, če bo kdo poslušal, si želim, da ti sprednji se usedijo na kmetijsko ministrstvo, da zahtevajo 10 let delovnih izkušenj na kmetiji, pa ne bojo takih osnovnih delovnih. Radio Slovenija. Zdaj, moje vprašanje, težko rečem poimensko, na koga je naslovljen, ampak lahko je naslovljen na sindikat in pa na predstavnike kmetov, ki ste tukaj mogoče tudi. Če imate toliko pripomb na KOPOP program, zakaj pa ga ne bojkotirate, kar vsi? Glejte, gospa Jerneika, iz terena, tisti, ko smo na terenu, tudi to
slišimo, da se organizira v določenih krogih, da bojo dejansko letos bojkotirali ta okoljski ukrep. Ampak moramo se nekaj zavedati. Ta minister se rad hvali za sredstvi, teh 800 pa še nekaj milijonov, ki bomo dobili. Milijarda pa šlo. Skupaj z slovensko, se upravičujem. Ampak 800 je evropskih dejansko. Ampak gledajte, jaz sam sem se tudi večkrat vprašal, če ni to namenoma bilo tako narejeno, ti nadstandardi, jaz imenujem to nadstandardi, ker so dejansko nadstandardi Evropske unije, da bi država nekaj pa šparala, ker 1/3 da država, ali 1/4, ostalo da Evropska unija, ampak sigurno si pa ne želim, da bi se naredili leta 2020, ne vem, da bi ostali 250 ali pa 200 ali pa 150 milijonov sredstev, ki se niso porabila. To bi bilo pa žalostno. Jaz upam, da če bo že do tega prišel, da bo prišel sam letos, pa da bo minister spregledal, pa da bo drugo leto vsaj nastopil z takimi ukrepi, da se bo to dalo izvajati. Se pa zavedam sam, gledajte, tudi kamot povem, ko reče, da Evropska unija ne dopuščajo evropski ukrepi pa to. Gledajte, veliko vprašanje se nam poraja, kakšni pogajalci so bili ti ljudje, pa kako so se trudili pogajati. Zavedam se pa, da se bomo mogli pogajati v tem trenutku, če bomo hoteli spreminjati, pa zavedati se moramo, da najmanj enkrat več energije bomo porabili, da bomo to zdaj spremenili. Ker ta dokument zdaj je in zdaj bomo mogli pa upravičevati. Zakaj? Gledajte, tudi na to vam lahko odgovorim. Tako, ko nas je minister izigral, skozi smo se pogajali, so tudi povedali vsi, tudi mladi smo bili pri pogajanjih zraven, ampak smo bili večkrat deležni, da odločil se bo pa sam. To, kar se je pa odločil, pa danes rezultat, ko ga imate pred vami. Vse nevladne organizacije so vztrajale 23. oktobra 2014, da morajo biti edina prava pot na stebru 1, stebru 2, lastnik kmetijskega gospodarstva, mlad prevzemnik, nihče drug, brez udarka na nosilca. To, kar se je odločil minister.